posnetek z Evo Žunec, našo študentko menedžmenta trajnostnega razvoja, torej enega od programov podiplomskega študija. Se bova danes pogovarjali o programu, o študiju na fakulteti, o tem, kakšen program je, kaj lahko od njega pričakujete in zakaj se res morate nam prijaviti. Kaj ne, Eva? Res je. Tako. Eva, boš povedala za začetek najprej malček tvojo zgodbo, s kje si prišla k nam na UPFM in zakaj si se tako odločila? Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Se pravi, jaz sem Štajerka, kot se najbrž sliši po naglasu, in sem se za študij na Obali odločila predvsem zato, ker me je zanimalo najprej varstvena biologija, ki sem jo študirala na drugi fakulteti, in potem je bila ena izmed boljših lekcij, ki sem se jo tam naučila, da če hočeš varovati naravo, moraš spremeniti ljudi oziroma se moraš obrniti k ljudem. In tako sem potem odkrila tudi magistrski, se pravi podiplomski študijski program menedžment trajnostnega razvoja in se mi je zdaj odlična dopolnitev, se pravi, da se združi in narava in družba, nekaj komplementarnega, in tako sem se vpisala sem. Ali si morda imela kakšne diferencialne izpite oziroma poznaš koga, ki jih je imel, ker pravijo, da niso težki in da res ni problem priti na naš program, če se le malček mogoče poleti potrudiš pa tisti izpit ali dva narediš. Menedžment trajnostnega razvoja je izredno široko zastavljen študijski program in jaz sama, ker prihajam iz področja biologije, nisem potrebovala diferencialnih izpitov, poznam pa sošolce seveda in ostale iz drugih letnikov, ki so to naredili in ni bilo nobenih težav. Je pa fino, da dobijo neko predznanje, preden pridejo. Tako, kot si rekla, so tudi nekateri, ki so jezike prej študirali, pa so potem našli naš program in ni bilo nobenega problema priti, kaj ne? Res je, in so zelo zadovoljni, da so se tudi odločili za poskus prijave in potem uspešnosti seveda. Kakšen pa je potem, recimo, dajva to povedati, da program traja 2 leti, a ne? V 4 kvartale ima vsako leto. Kakšen je potem občutek študija na naši fakulteti? Kako je z študenti, kako je z profesorji? Tako se pravi, vsi študijski programi načeloma so zastavljeni popoldne, da so prilagojeni tudi vsem ostalim, ki imajo mogoče kakšne druge obveznosti, konkretno službo, tako da se lahko potem tudi uspešno udejstvujejo na predavanjih v živo, kar je zelo super. Kot si že omenila, se pravi, so kvartalni roki oziroma kvartalna obdobja in potem tudi kvartalni izpitni roki, kar je zelo super, zato ker te nekako prisili v sprotno delo, ne odlašaš in to mislim, da je zelo dobro, pa tudi pač bolj skoncentrirano in se lahko lažje osredotočiš na neke stvari, da niso raztegnjene. Kar se pa tiče samega študija, se pravi, je pa fino, razredi so dokaj mali, kar je super, je osebni odnos, profesorjev ni težko dobiti tudi mogoče na kakršnokoli konzultacijo ali po predavanjih, kadarkoli, no, tako da je super. So bili torej na voljo tudi sedaj, ko pišeš magistrsko nalogo, imaš podporo profesorja? Ja, zelo dobro, zelo dobro. Sploh tudi v teh časih, bomo rekli, ko je tako še vse drugače s to korono, je bilo super. Tako da s tem ni nobenih težav oziroma pripomb. S študenti oziroma s svojimi sošolci ste lani tudi pripravili en projekt, če se prav spomnim, ste tudi naredili na bazi univerze, projekt. Morda 2 besedici o tem, kaj ste počeli? Se pravi, želeli smo kot študentje menedžmenta trajnostnega razvoja, smo želeli torej videti, kako trajnostno se sploh obnaša univerza oziroma njene članice. In smo naredili eno tako mini raziskavico, da smo malo primerjali medsebojno fakultete. Spoznali smo marsikaj, naredili smo potem tudi neka priporočila, pa zaključno predavanje, bomo rekli. Tako da ja, mislim, super je bilo, no. Fajn se vključiti v taki mali ekosistem, no, kot je recimo Univerza na Primorskem. Pa dejansko si videla, da potem so tudi vaši predlogi bili uporabljeni sploh na naši fakulteti? Ja, res je. Imajo pa tudi druge članice že vaše predloge in so tudi že ozabešeni posod drugod? Ja, lepo je bilo videti, da smo potem vseeno pustili neko sled, čeprav ta projekt ni bil uradno sponzoriran ali pa kakorkoli, smo vse delali sami prostovoljno. Tako da ja, je možnost udejstvovanja na fakulteti, kar je zelo lepo. Super.
Delamo pa program Management trajnostnega razvoja še z ostalimi članicami. Torej, 4 članice vse skupaj s Univerze na Primorskem smo vključene v projekt, in sicer še Fakulteta za vede o zdravju, Fakulteta za turistične vede, turistika in pa Fakulteta za humanistične študije. Kako je bilo to čutiti kot študentka, to povezanost in teh članic? No? Ja, se pravi, zaradi narave študija oziroma vsebin trajnostnega razvoja je seveda bilo potrebno zastaviti ta program, tako se mi zdi. In to je zelo dobro zaradi tega, ker mislim, da je to novost oziroma vsaj ena izmed takih posebnih študijskih smeri. In to povezovanje, pa tudi dopolnjevanje je pač nujno za ta interdisciplinarni študijski program. Zdaj, fajn je bilo, zato ker je večina se pravi, predavanj potekala v Kopru, tukaj na glavni članici, osrednji članici, se pravi na Fakulteti za management. Smo pa seveda imeli profesorje od vse povsod za posamezna področja, se pravi zdravje, turizem in pač družbene vede, kar je super. Tako da mislim, da je to izjemna priložnost za vse tiste, ki bi želeli neki širši okvir pridobiti in potem se preizkusiti tudi v teh vodah, ki so seveda prihodnost. So potem profesorji k vam prihajali, kaj ne, niste vi hodili nakoli po članicah pa iskali prostor? Ja, večinoma smo imeli tukaj, razen če so bile res kakšne take posebne vaje ali pa karkoli smo šli potem tja. Seveda. Imaš morda svoj najljubši predmet? Moj najljubši predmet? Ja, v bistvu, moj najljubši predmet bi zdaj najbrž postal tega, ki smo na novo uvedli, z pomočjo študentov, seveda, se pravi vsebine trajnostnega razvoja kot začetki, zakaj in kako, in okoljska etika. Mi lahko kaj več poveš, tako nekomu, ki sploh ne ve, zakaj se gre, ki ne pozna programa oziroma ki ne ve, kaj je management trajnostnega razvoja, kako bi ti predstavila s svojimi besedami, kaj to je? Management trajnostnega razvoja je pot, po kateri bomo rešili svet. Jaz mislim. To je vizionarsko in recimo malo tako utopično, ampak drugače pa management trajnostnega razvoja se pravi predstavlja neko novo strujo managementa, mislim, niti ni toliko nova, mi jo še zdaj se pravi vpeljujemo, ne? Ampak vse noter so neka navodila za življenje, za osebno in poslovno življenje, kako v bistvu peljati naprej zdaj ta svet, družbo, v nekaj boljšega, kakovostnejšega, se pravi z uporabo zelenih tehnologij, z drugačnimi pristopi managementa kot takšnega, z vpeljevanjem agende 2030, se pravi od Organizacije združenih narodov, za izboljšanje, se pravi, kot smo rekli prej, zdravstva, turizma, da se pravi popravimo to, kar smo do zdaj mogoče delali narobe. Kakšna pa je prihodnost študentov našega programa? Tako, imate prihodnost, kje bi se lahko zaposlil nekdo, ki konča naš program? Jaz mislim, da je odprto ogromno možnosti, da se lahko povezujemo tudi z družbeno odgovornostjo, se pravi social responsibility, corporate social responsibility v podjetjih, na raznih projektih, mogoče v kakih javnih pisarnah, se pravi občine, regijske agencije, mogoče celo ministrstva, inšpektorati kakšni. V bistvu pač vsi tisti, ki imajo potrebo potem, da dobijo nekega človeka, da jim malo drugače potem spostavi neko vodenje v podjetju, v projektu. Obenem pa mislim, da praktično vse posodno. Ste pa študentje pripravljeni tudi na globalni svet, torej bi lahko nekdo, ki konča program management trajnostnega razvoja, lahko dela tudi na globalni skupnosti, torej v tujini? Ja, vsekakor. V bistvu malo ironično, mogoče bi zdaj prej dobili zunaj Slovenije, ker še tu toliko nismo, bomo rekli, vzpostavljeni, ne? Ta družbena odgovornost še ni v Sloveniji, toliko kot bi lahko bila in kot bo verjetno, ne? Ja, drugače to je, tako, pardon, drugače je pa to že hit v svetu. So prepoznali kot izjemno pomembno zadevo in zelo dobro, da so to prepoznali.
Tvoje zadnje besede za nekoga, ki se odloča za podiplomski študij, kako bi ga prepričala, da pride na menedžment trajnostnega razvoja? Kako bi ga prepričala? Ne bomo žal. Program smo zdaj prenovili tudi malce. To je zelo pomembno, v bistvu, da je aktualiziran, da je v skladu z vsemi temi problematikami, ki se zdaj dogajajo. Dodali smo tudi nekaj menedžerskih, bomo rekli, indicov noter, tako da pridobijo tudi to, tudi če niso recimo klasični menedžerji od prej. Se pravi, možnost imajo vsi, ki si to res želijo, ki vidijo sebe kot nek delček spremembe, ki bi lahko prinesel svetu nekaj boljšega. Tako da v bistvu res vabljeni vsi. Eva, najlepša hvala za tale pogovor. Seveda vsem, ki si želijo nekaj takega, o čemer si govorila, bodo nedvomno tudi zainteresirani za naš informativni dan. Naj povem, da bomo 2. junija na spletu v živo preko YouTube kanala in pa Facebook kanala Fakultete za menedžment, tako da vabljeni vsi, da nas v živo spremljate, ker bo tudi nekaj več informacij podanih o samih prijavah, kako se prijaviti, te tehnične stvari, ki morda koga zanimajo, saj bo z nami tudi Mateja iz referata. In takrat, ko bomo v živo, bodo lahko seveda z nami tudi poklepetali in dejansko takoj dobili odgovore na vprašanja. Prijave za vpis že potekajo, preko EVŠ portala se lahko že vpišete, tako da že lahko zberete tudi program menedžment trajnostnega razvoja, kaj ne, Eva? Tako in vabljeni, in če imate kakršnokoli dodatno še vprašanje, vabljeni torej na informativni dan, na mail, preko kakršnega koli kanala, stopite v stik, ne bo vam žal. Tako, 2. junij je torej ta dan, ko bomo za vas na spletu v živo. Do takrat pa bomo pogledali še predstavitve ostalih programov, pogovarjali se bomo s študenti, pogovarjali se bomo tudi s profesorji in vam poskušali podati do takrat čim več uporabnih informacij za vašo odločitev. Eva, lep dan še naprej in hvala, ker si bila z nami. Hvala vam in dobrodošli vsi, ki poslušate v Svet menedžmenta. Hvala lepa, adijo.